No, lep pozdrav še v našem imenu. Kot je že povedala, pričujoča raziskovalna dela so nastala pri predmetu politične mitologije, katerih mentor je bil Mitja Velikonja. V sklopu tega smo obravnavali aktualno medijsko begunsko krizo. Metodološki temelj naše raziskave naj bi bila kritična diskurzivna analiza, kar nam ta omogoča širše in globlje razumevanje predmeta naše raziskave znotraj samih medijskih tekstov. Osredotočili se bomo na strukturne dejavnike v ozadju sicer senzacionalističnega medijskega poročanja. In zdaj je to moja prva tema, kateri vidite naslov. V koherentno zgodbo spajam koncept multikulturalizma, povzeto po Lukšič Hacin iz knjige Multikulturalizem in migracija, koncept o kulturni konstrukciji stereotipov, povzeto po Kseniji Šabec iz Homo Europeus, in koncept modernega pluralizma in krize smisla od Berger in Luckmana iz Modernizem, pluralizem in kriza smisla. Skozi prizmo socialnega mreže Facebook sem še analiziral dve skupnosti, ki jo vidite zgoraj napisane, ki se namesto sovražnemu govoru posvečata promociji in zagovarjanju svobode gibanja ter advokaciji beguncev. No, katerokoli demografska kategorija, spol, rasa, religija, etnija oziroma kultura in tako naprej so gojišča za vzgajanje kulturnih stereotipov, ki so gradniki tako nacionalnih etičnih identitet kot različnih stigmatiziranih skupin. Družbena realnost je vedno relacijska, je binarna, ustvarja se opozicijsko, mi in drugi. Glorifikacija evroameriškega individuma, kulturna variera s skupnimi vrednotami krščanstva, liberalizma, individualizma in iz njih temelječih kozmoloških konstrukcij nas samih. Stereotipi so soodvisni od okolja, saj so posredovani strani družbe in kulture, ki jih le-ta konstruira in reproducira. Funkcionirajo kot premikalne naprave med normalnim in izjemnim in z največjo brzino postanejo ideološko sredstvo za opravičevanje ciljev. Njihov gradnik je jezik, saj šele jezik osmišlja svet okrog nas. Koncept drugega in koncept tujstva zvenita podobno, ampak sta v osnovi različna. Za drugačnost je značilna neka nominoznost, neutemeljena percepcija nerazumljivosti, medtem ko je za tujstvo značilen nek eksoticizem, kulturna privlačnost in intrikantnost. Simplistična represija drugačnih zanikamo njihovo zgodovino, tako biografsko kot kulturno kolektivno, ta posledično upravičuje in reproducira socialno distanco, družbeno izključitev, preprečuje integracijo in ohranja obstoječe družbene razmere moči. Tujstvo na drugi strani izziva ravno to jasnost, očitnost stereotipov in jih postavi pod vprašaj. Na takšnih temeljih je zgrajena naša percepcija Evrope. Enotni v različnosti je geslo, ki si ga je v upanju zadala Evropska unija, da bi nas ravno ugotovljene površinske razlike zbližale pod skupno evropsko identiteto, pozablja pa se, da kultura ni nevtralni mehanizem osmišljanja sveta in teorija in praksa nikakor nista popolni par. Temeljni paradoks teorije multikulturalizma se nanaša na tipe, ki v izhodiščih izhajajo iz zagovora človekovih pravic. Ta sam je povezan s paradoksom človekovih pravic, iz katerega multikulturalizem izhaja in se z njim prepleta. Koncept človekovih pravic izhaja iz liberalne tradicije in monokulturalizma. Položaj manjšin oziroma drugačnih je pokazatelj izvajanja načela enakosti. Po eni strani so človekove pravice univerzalne, po drugi pa kulturni relativizem izhaja iz heterogenosti kulturno-moralnih norm in družbenih praks, zato so le te povezane z relativnostjo kultur. Torej, človekove pravice so relativne in univerzalne hkrati, vendar se Evropska unija trenutno praktično nagiba v prvi resoluciji, hkrati pa zagovarja univerzalne človekove pravice. Torej, tudi demokracija ni brezkonfliktna, politično in kulturno skladna ureditev in to, da obstaja zakon o pravičnosti, še ne pomeni, da obstaja tudi pravičnost. Zanjo se je potrebno neprestano boriti in jo ustvarjati. Različnost sama na sebi pa ni cilj, temveč je zgolj argument za dokazovanje, za afirmacijo obveze za socialno pravičnost. Ker pa je primarna socializacija, ki sicer temelji na identifikaciji, v osnovi represiven in konzervativen projekt, njen cilj je namreč reprodukcija družbe in ne antagoneza, samo človečenje posameznika. V kasnejši socializaciji zna priti do strukturnih sprememb razmišljanja, vendar je nabor vedenja, ki ga uporabimo in transformiramo, vedno odvisen od permisivnosti družbe in naše lastne angažiranosti. Tukaj izkušnja tujstva in tujosti proizvaja neželene oziroma želene momente refleksije, če smo jo seveda sposobni. Moderni pluralizem, torej rast
prebivalstva, urbanizacija, industrializacija, komunikacijska omrežja, demokratizacija in tako naprej proizvajajo krizo smisla evropskega vzorca sekularizirane modernosti. Če ne bomo stika z drugačnimi omejili s fizičnimi ali ideološkimi ograjami, bo nastala velika relativizacija sistemov vrednot, pri čemer so leti dekanonizirani in ravno tu se sprosti mesto za druge, mogoče pozitivnejše označevalce na eni strani oziroma za dezorientacijo, utujitev, anomijo na drugi. Multikulturalizem je krasen na papirju in v realnosti pa zamaskiran v getoizacijo, v zavračanje zaradi kulturnih preferenc pod okriljem svobodnega izražanja. Če tu dodamo tezo o krizi smisla in se soočimo z realizacijo razporejena družbeno-kulturnega konstruiranja smisla skupnosti, potem je begunska kriza najbolj jasen dokaz naše nezmožnosti sprejemanja drugačnih na podlagi stereotipov. Pravo spoznanje je, ko močno drevo in močna reka nastopata skupaj v istem scenariju. Tako različni komunikacijski kanali prinašajo raznovrstne podatke, ki transformirajo naše razumevanje sveta, oziroma ga naj bi, in na novo opredelijo našo relacijo do obstoječih struktur, tako na ravni države, kot na ravni Evrope in celega sveta. Zaradi tega sem analiziral zgoraj omenjene skupnosti. Analizo sem zamenjal zadnji teden novembra in prvi teden decembra 2015. Obe skupnosti imata več kot 3000 oseb, vendar delitev objav, komentarjev in všečkov ni dosti, kljub prednim in konsistentnim objavam skrbnikov. V njihovem dosegu brez pogleda skozi skrbniški profil tako nimamo, zato lahko bolj kot to omenimo gesla, s katerimi operirajo, in to so različni hashtagi. Urbanizacija, no offenses, jebeš ograje, refugees welcome, silence is crime, SOS for refugees, let them pass, stop all wars in tako naprej. Kljub majhni odzivnosti je takratni glavni Facebook dogodek, demonstracija za mir in drugačno Evropo, ki se je tudi dejansko izpeljal, dosegel 15 000 ljudi, čeprav se jih je na event odzvalo najbrž 3000. Zato sklepam, da imata skupnosti bolj informativno agendo, sta mehanizem informirane zainteresirane javnosti, kar pa pomeni, da ravno tako implementirajo skupni interes, ki je konkretizacija splošnega družbenega interesa. Pravica do združevanja, ki temelji na principu demokratičnosti, nam omogoča, da izrazimo in uveljavimo svoje mnenje, če to predhodno izvoljene javne avtoritete ne naredijo oziroma naše mnenje ni reprezentirano. Tematika teh skupnosti sicer ni nikoli šla izven okvira zagovarjanja svobode gibanja, v trenutnem primeru begunske krize. Torej, ker multikulturalizem izvira iz liberalne ideologije, zavzema družbeno hegemonijo in promovira mitski konstrukt Zahoda kot najboljši mogoč način učlovečenja posameznika in samega kulturno obstoječega sveta. Begunci prihajajo k nam zato, ker imajo isto idejo o Zahodu kot mi sami, kot center držav blaginje, socialne varnosti in svetle prihodnosti. Gradnja fizičnih in ideoloških ovir tako govorita o Evropi kot hermetično zaprtem sistemu, ki se boji kontakta s preveč drugačnimi kulturami in označuje neko bazično nesposobnost sprejete drugačnih. Zapiranje mej ni željen moment v zgodovini Evrope. Nevihta možnosti, ki jo sabo prinašajo begunci, lahko spremeni temelje našega razumevanja tega, kdo smo in kaj predstavljamo v globalnem svetu. Beseda Karla Marxa, nihče se ne bori proti svobodi, borijo se kvečjemu proti svobodi drugih, dobivajo tukaj očitno težo. Moderavno prihod tujcev in neznanih možnosti in njihova posledična integracija prinašajo sabo emancipatorični potencial, da se kot ljudje, kot predstavniki človeštva zopet postavimo na stran etičnosti, človečnosti, na stran univerzalnih človekovih pravic in zagovarjamo to, kar smo kot dediči francoske revolucije po evropskem narativu dosegli. Enakost, svoboda, bratstvo. Hvala. Se opravičujem za branje, res. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Namen mojega prispevka je na podlagi analize protibegunskega diskurza identitarnega gibanja pokazati na strukturno pogojenost množičnega zavračanja beguncev. Med izključevalno logiko protibegunskega diskurza in med izključevanjem, ki je že vpisano v same institucije, so namreč očitne podobnosti. Diskurs, ki sem si ga izbrala za empirični temelj te seminarske, na to institucionalizacijo izključevanja tudi posredno opozarja. Prav zaradi tega nam je vsem tako nelagodno, ko gledamo proti imigrantska zborovanja.
saj se namreč zavedamo legitimnosti problemov, ki jih izpostavljajo. Pomanjkanje demokracije, naraščanje neenakosti in brezperspektivnost. Soočamo se s situacijo, ko je begunska kriza odprla še kako potreben prostor za artikulacijo problemov, katerega pa so zapolnile navidezne rešitve, ki so še bolj problematične od problema, ki naj bi ga reševale. Za institucionalizacijo izključevanja merim na to, kar Damaš opiše kot delitev evropske družbe na 3 ločene dele. Na vrhu so nadnacionalne, neizvoljene politične institucije. Njim podrejene so nacionalne države, ki pravice podeljujejo samo tistim s priznanim državljanstvom. In na dnu, izključeni iz obeh sfer, so taboriščniki 21. stoletja, begunci, migranti in vsi tisti, ki so na družbeni margini izvzeti iz sistema pravne države in socialnih pravic. Ključne odločitve o monetarni in proračunski politiki so v domeni nedosegljivih nadnacionalnih institucijah, kot sta Evropska komisija in Evropska centralna banka, pravi Krašovec, kar države v borbi za konkurenčnost sili v nižanje socialnih prispevkov in mest. To pa sta oba strahova, ki igrata pomembno vlogo pri zavračanju beguncev. Na ravni nacionalnih držav so pravice omejene na posedovanje državljanstva, ki je pogojeno s kulturno in socialističnimi zahtevami. Takšno pogojevanje je nastavek za današnjo krizo, saj omogoča na videz nerasistično pozicijo o nujnosti iste kulture, jezika in običajev. Primeri iz Nizozemske kaže na problematičnost kulturnega esencializma. Ko so v 80-ih manjšine najprej predstavljale pozitivno pridobitev za državo in so kot take doživljale spodbujanje njihove etnično-kulturne identitete, so na prolomu tisočletja zaradi iste identitete postale problematične. Migranti so iz tistih, ki imajo probleme, postali tisti, ki probleme povzročajo. Napačno je, kot ugotavlja Jalošičeva, citiram, politizirati kulturo kot manjšinske skupinske pripadnosti, na podlagi katerih se oblikujejo sistemi posebnih in pogosto tudi konfliktnih pravic. Kar bi drugače bili ekonomski problemi, razkrajanje socialne države in višanje stopnje brezposelnosti, so tako problemi neuspele kulturne integracije, za kar so odgovorni migranti s svojimi nekompatibilnimi vrednotami in običaji. Novi rasizem ali kulturalizacija, kot jo pojmujeta Balibar in Wallerstein, je tako tudi strategija premešanja razrednih vprašanj na nacionalna in verska nasprotja. Zahteve postavljene pred migrante, da morajo posedovati določene lastnosti, vrednote in jezik, se ne razlikujejo dosti od zahtev, ki jih pred posameznika postavlja neoliberalna koncepcija državljanstva, znotraj katere posamezniku pravice ne pripadajo, ampak so zaslužene, kot ugotavlja Sivers. Davison in Shire pa govorita celo o simbiozi med neoliberalnim diskurzom in izključujočim diskurzom na podlagi rase ali domnevno superiornih vrednot ali kulture. Vzdrževanje hegemonije utemeljujeta v 3 instancah. Najprej je samo delovanje trga odvisno od neenakih pozicij moči, ki jih tovrstni diskurzi pomagajo vzdrževati. Belo in britansko je tako superiorno vsemu drugemu, kot je tudi ubijanje z brezpilotnimi letali superiorni džihadističnemu sekanju glav, navajata kot primer. Druga instanca se nanaša na protisloje, ki ga generira sam neoliberalen diskurs, saj mora za prost pretok blaga zagotavljati stabilnost sistema. Diskurzi superiornosti so tako tudi sredstvo za medrazredna zavezništva med avtoritarno populistično desnico in nezadovoljnim delovnim ljudstvom. Zadnja povezava se nanaša na upravičevanje privilegijev in z njo povezano idejo meritokracije. Neintegrirani migranti bodo tako kot ostali subjekti v neoliberalizmu sami krivi za svoj neuspeh, s to razliko, da se bo njihov neuspeh maskiral s termini kulturne nekompatibilnosti. Glede samega diskurza se mi zdi najbolj ključno izpostaviti, da ni vmesnih pozicij. To lahko najbolj ponazorim na rabi besede migrant in begunec, pri čemer begunec ponazarja medijski konstrukt, lažno realnost, ki ne obstaja, in beseda imigrant demistificirano pravo naravo vseh beguncev. Ločevanje na begunce in imigrante ima posebno funkcijo, saj omogoča enostavno razrešitev protislovij, ki bi se drugače porajali. Z izločitvijo lažnih predstav o beguncih od tistih resničnih je možna integrirana podoba beguncev kot bližajoče se nevarnosti, brez vseh drugih lastnosti, ki bi hkrati napeljevala na njihovo človečnost. Pri tem je vseeno, da je dejanska ločnica med migranti in begunci lahko povsem arbitrarna, kajti vsak pribežnik je avtomatično neopravičen in ilegalen subjekt. Ker pribežniki v diskurzu niso begunci, se hkrati predvideva dvoje. Po eni strani so to zelo bogati, tehnološko podkrepljeni ljudje na poti invazije v Evropo in po drugi strani obubožani reveži, ki, tako kot mnogi drugi brezposelni evropski staroselci, nimajo pravice zahtevati višji oziroma znosen standard življenja.
Podobe slabo obutih beguncev na mrazu stoječih in lačnih so lažne, kot je lažno tudi občutje, ki ga navadnemu državljanu s temi sugestijami poskušajo spodbuditi podobe. Le z negiranjem lažnega pola imigrantske podobe je možna percepcija, da je vzbujanje krivde in sočutja zaradi mizernega stanja pribežnikov tehnika dominacije nad nič hudega stotečimi državljani. Dogodki, povezani z begunsko krizo, so razloženi v okviru teorije zarote. Mediji so orisani kot nujno pristranski in nagnjeni k tekmovanju pri ustvarjanju senzacij. Tako so po eni strani navali beguncev ustvarjeni, po drugi strani pa mediji pravo naravo, razsežnost in pravi pomen migracij načrtno skrivajo. Poročanje o begunski krizi, še preden se je le-ta zaostrila, naj bi bil dokaz, da je bila celotna kriza vnaprej organizirana. Sovražniki so poleg beguncev in migrantov še vodilni politiki oziroma institucije, ki beguncem pomagajo in ne upoštevajo volje ljudstva. Preferirane politične opcije so tako madžarski premier Viktor Orban in urbanizacija kot zaželena politična preobrazba. Kot vemo, Madžarska pod njegovo vladavino ni nastrojena samo do beguncev in migrantov, ampak tudi do drugih manjšin, predvsem Romov in vsem življenjskim praksam, ki niso zadosti tradicionalne. Glavni krivec vseh težav je v analiziranem diskurzu odnos političnih elit do večine, oziroma krivična logika, ki po njihovem mnenju favorizira manjšine, medtem ko večina trpi. Vsaka zakonodaja, ki priznava nekaterim deprivilegirani položaj in zato uvaja posebne ukrepe, ki bi tako stanje lahko omilili v obliki pozitivne diskriminacije, kvot za ženske, enakih pravic za istospolne pare, je po njihovem mnenju direkten napad na ekonomski status večine in na njihovo moralo. Nesprejemljive so tudi socialne pravice, saj naj bi tudi te, kot že prej omenjeni ukrepi, uzakonili neenakost. Glavni sentiment, kot je do zdaj že razvidno, je usmerjen proti najšibkejšim pripadnikom družbe, namesto k razmeram, ki generirajo takšne pogoje življenja. Problem, ki ga odpirajo prihajajoči imigrantski delavci, je problem razmerja med kapitalom in delom, kot pravita Davison in Shire. Dokler se ne bo začelo razpravljati o skupni socialni politiki Evropske unije, postopkih demokratizacije in širših odnosov perifernega juga napram bogatemu severu, bodo odnosi posameznih držav in njihovih naseljencev antagonistični, diskurzi o soljudeh pa nestrpni, sovražni in nasilni. Moj namen je bil pokazati, da je nestrpnost že vpisana v same institucije in razmerja, ki nam vladajo, in da bodo za razrešitev begunske krize potrebne strukturne spremembe in ne le izobraževanje nestrpnežev. Razbijanje mitov o beguncih in migrantih zna biti nemogoče delo, saj je na podlagi preučevanega diskurza razvidno, da so vse informacije, ki bi bralca opominjale na človečnost in klavrno stanje pribežnikov, označene kot tehnika dominacije medijev in političnih elit. Racionalna protiargumentacija prav tako ne bo odpravila rasizma, ki smo ga identificirali kot strukturno pogojenega. Lepo pozdravljeni še v mojem imenu. Sem Veronika Foške-Šajina in vam bom danes predstavila svoj del prispevka o metaforah v kontekstu begunske krize. Namen pričujočega prispevka je bil ugotoviti, katere so prevladujoče metafore v dnevni produkciji hrvaškega dnevnega časnika Večernji list, oziroma s uporabo katerih metafor kroje razumevanje družbene realnosti v času begunske krize. Poudarek je na metafori kot diskurzivnem fenomenu oziroma konstrukciji mišljenja. Metafora lahko postane sredstvo diskriminacije v diskurzu. Zanimalo me je namreč, ali lahko posamezna metafora usmerja interpretacijo teksta kot celote in na kakšen način so različne metafore medsebojno povezane oziroma ali lahko v določenih metaforah registriramo različne ideološke smernice. Osredotočila sem se na metaforo kot pojav konceptualnega mišljenja oziroma mislenih procesov in ne izključno jezikovni fenomen. Izpostavila bi tukaj Gottlieb citat, ki pravi, da jezik ni le neko sredstvo, s pomočjo katerega razmišljamo, temveč jezik sooblikuje in soustvarja naš način razmišljanja in delovanja. V analiziranih primerih iz besedil Večernjega lista v kontekstu o beguncih prevladuje diskurs varnostne grožnje. Diskurs, ki begunce vidi kot grožnjo za varnost lastne države, družbe in kulture. Diskurs, ki se legitimizira s sklicevanjem na demokratične vrednote, kot je na primer varovanje človekovih pravic. Znotraj tega diskurza sem analizirala in bom na kratko in hitro predstavila 4 najbolj pomembne identificirane metafore. Prvo sem poimenovala država oziroma vlada je oseba.
Kot vidimo v primeru A, pripisovanje človeških lastnosti vladam ali državam je zelo pogosto uporabljena metafora v analiziranem besedilu. Namreč človeške lastnosti so bralcu izkustveno bližje, kar pomeni, da se hitrejše poistovetijo s pojmom. Vidimo, da v prvem primeru je personifikacija oziroma pripisovanje človeških lastnosti uporabljeno za češko vlado. Tako je češka vlada v primeru 1 oseba, ki bo pomagala drugi osebi oziroma Madžarski pri varovanju šengenske meje. Najbolj pogosta metafora v diskurzu varnostne grožnje je zagotovo država je telo, ki zagotavlja varnost državljanov, kot vidimo v primerih A, B, C in D. Vidimo, da kontekst, v katerem besedila govorijo o zagotavljanju varnosti državljanov, v bistvu implicitno sugerirajo državljanom oziroma občinstvu, da je njihova nacionalna kultura ogrožena zaradi prihoda beguncev. Svoje države doživljajo kot neko hišo, omejen prostor, trdnjavo, v katerega bo stopil nevaren tujec. V kontekstu, v katerem se v medijih govori o tem, kako begunci prihajajo na Balkan, je Večernji list večkrat uporabljal metaforo begunci so tekočina. Uporabljali so različne besedne variacije na izraz veliki priliv beguncev, s katerim sugerirajo na prihod večjega števila beguncev na območje Hrvaške v prihodnjih dneh. Lakov je to enostavno opisal, pravi: besede nas spodbujajo, da eno konvencionalno podobo preslikamo na drugo. Ljudje so obeleženi z najrazličnejšimi pridevniki, preden so sploh prišli v naše kraje. Posebej pa mi je bila zanimiva izjava zdaj že bivšega predsednika hrvaške vlade Zorana Milanovića v primeru C, ki je begunce uvrstil med naravne nesreče, ki so se zgodile Slavoncem. Evropsko unijo so v begunski krizi prav tako označili kot glavnega zdravnika, ki bi morala rešiti vse bolne države članice Evropske unije in jim zagotoviti ustrezna zdravila oziroma finančno ali kadrovsko pomoč, ker se one same trenutno ne morejo pozdraviti. Vidimo v primerih A in B. Konceptualno metaforo sem poimenovala Evropska unija je zdravnik. Tukaj sem privzela Šarićevo poimenovanje krovnega naziva, ki jo avtorica uporablja v svoji raziskavi Metafora, diskurz in društvo leta 2014. V primerih A in B vidimo, da čez področna preslikava v bistvu deluje tako, da področje zdravljenja težav preslika na področje Evropske unije in njene administracije. Ker se zdaj že predviden čas za moj del predstavitve izteka, bom samo še na hitro izpostavila najbolj pomembne ugotovitve. Izpostavljene identificirane metafore se predvsem pojavljajo v naslovih in v besedilih iz meseca oktobra. Z analizo sicer zelo majhnega vzorca od 7 člankov lahko rečem, da v besedilih ni empirične ali zgodovinske refleksije. Tukaj pa je seveda potrebno biti pozoren na to, da obravnavan žanr poročila niti ni namenjen umeščanju v neki širši kontekst ali neki refleksiji, temveč zgolj poročanje o aktualnem dogajanju. Kljub temu lahko tudi poročila saj opozorijo na obstoj širšega konteksta, ki je potreben za razumevanje omenjene problematike. Pogrešam vsaj minimalni širši geopolitični kontekst, ki je povzročil migracijo v javnem diskurzu analiziranega dnevnega lista. Videli smo na primerih, da so begunci večkrat depersonificirani z uporabo omenjenih metafor, so tekočine, so naravne nesreče, s tem pa se reproducira izključevanje in diferenciranje med nami in njimi. Zanimivo je v nasprotju s tem, da so inštitucije Evropske unije personificirane, čeprav moram naglasiti, da v tem primeru ne gre samo za specifiku begunskega diskurza, temveč je to nasplošno značilno za medijski in politični diskurz. Demokratični principi se uveljavljajo z mehanizmi, ki begunce postavljajo za ograje in jih na ta način dobesedno marginalizirajo. Poleg tega, da nas na mikroravni zanima, kako ljudje govorijo in razmišljajo o določeni problematiki, naprimer, katera retorična orodja uporabljajo metafore, enako je pomembno razumeti tudi makroraven te problematike. Namreč mediji in internet so postali glavni vir akumulacije dobička. Digitalna revolucija je obljubljala radikalno demokratizacijo javne sfere, decentralizacijo družbene moči, izginotje cenzure in trg brez monopolov.
Danes, 2 desetletji kasneje, v postindustrijski družbi, je komunikacijski prostor usmerjen predvsem na nevaren medijski monopol, ki ima politično ozadje in strukture moči, s katerimi upravljajo politične elite. Informativni mediji so postali skrajno senzacionalistični, javni diskurs pa se ni bistveno spremenil. Najlepša hvala za vašo pozornost.